Zdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o utrujenosti, o tem, kako poskrbeti za sebe in predvsem takrat, ko nam popolnoma zmanjkuje energije, ko imamo vsega preveč, kaj je pametno narediti najprej. Saj vem, mogoče rečete, ja, naspati se moram, ampak se lahko spite, pa se ne naspite, ste še vedno utrujeni. Ne, pa lahko si pripravite dobro hrano, pa ste še vedno podhranjeni, enostavno se ne nasitiš in si brez energije. Kaj je treba v tem primeru narediti? No, prva zadeva, telo sporoča preveč stresa. Preveč stresa, pomanjkanje hranilnih snovi, premalo skrbiš za sebe. Zdaj pa vem, slišim, ampak je tempo tak, je treba to. Ja, veste, kaj so včasih rekli ljudje? Edina stvar, kar je treba, je umreti. Vse ostalo lahko počaka. No in tisto, kar res lahko počaka, kakšna stvar sigurno lahko, ampak ne mi, ne postavljati sebe na zadnje mesto, ne pa se pogledati, kaj bi bilo pametno narediti. Glede, enkrat na dan se pa to itak veste, ampak vse. Enkrat na dan si pripravite nekaj od te sezonske hrane. Ali so to šparglji, ali je čemaž, ali je regrat, pač nekaj od tega, kar zdaj le raste, ta divja hrana, ki je polna vitaminov, mineralov in še najbolj pomemben, recimo sploh šparglji, sestavin ali pa hranilnih snovi za razstrupljanje. Prav zdaj v pomladnem času telo kliče po razstrupljanju. Sploh pa kombinacija, recimo ko kombiniramo regrat skupaj z jajci, dobimo komplet za razstrupljanje. Vse vitamine, minerale, zdaj pa zakaj seveda, a ne? Zakaj? Če pogledamo, kar je v moški hormoni žur, tukaj noter sem pisala o aminokislini, ki je ključnega pomena za razstrupljanje in to je glutaminska aminokislina. Glutaminska aminokislina je osnovna sestavina za izdelavo glutationa. Zdaj to sicer ni tako pomembno, kot to pa morate vedeti, a ne, da ta snov, če jo nimate, ostajajo strupi na celični ravni in ko ostajajo strupi na celični ravni, ste sesuti. Enostavno ne morete, nimate užiga. A veste, kako se počutite? Počutite se na ta način kot star zariban avto, ki nima pospeška, ki crkuje v vsakem križišču, ki kašlja, ki kadi, ki enostavno ni da skoči, ko pritisneš na plen, ne? In prav ta glutaminska aminokislina je ključnega pomena pri tem, da pride do užiga, da se strupi poberejo iz celice ven. No, zdaj pa dajmo pogledati, kaj je potrebno narediti, da pridete do te aminokisline in predvsem, kaj je potrebno narediti, da imate potem več energije. Se pravi, glutaminska aminokislina jo telo izdela iz hrane, ki, recimo, če tukaj pogledamo, špinača, fižol, zelje, jajca, seveda tudi pršut, avokado, arašidi, bučna semena, seveda v vsakem primeru pa šparglji, a ne, šparglji imajo največ te glutaminske aminokisline. In tisti, ki imate pomanjkanje te aminokisline, imate bolečine, ki se selijo iz enega dela telesa v drugega, imate zakisano telo. Zdaj pa, kako izgleda zakisano telo? Imate občutek sesutosti, brez razloga vam gre na jok. Lahko probate, če imate kandido, recimo, da se je kandida začela razraščati v vašem telesu, saj to tudi veste, ne? Vzamete kozarec vode, jutri zjutraj, in v ta kozarec vode pljunete prvo slino. In če se slina potopi, če nastanejo take lovke, pomeni, da je vaše telo zakisano, da je v vašem telesu preveč kandide in da je kandida začela se razraščati po telesu. Zato je potrebno zajeziti. Veste, leta nazaj sem imela sama kandidiazo in vem, da je bilo, mogoče prav takle času, po mladem času, brez energije, sesuta, na jok mi je šlo, ko sem dajala otroke spat, se mi je vrtelo v glavi. Tako slabo, v takem slabem stanju sem bila, da ko sem se želela uleči, mi je šlo na bruhanje, pač sesuta sem bila. Vnetje nožnice sem imela, srbečo kožo, špikanje pri srcu, pač tako. Počutila sem se, kot da bi bila stara, ne vem, 100 let. Ne pa takrat, ko sem bila, ne vem, 35, 36 let.
No in ko sem razumela, kaj to pomeni za kisanost telesa, sem začela dodajati večje količine kalcija, zato ker kalcij je prvi, ki vleče te strupe iz telesa ven. Druga zadeva, pa zdaj, ko razumemo, da naše telo potrebuje tole aminokislino, glutamin, je pa potrebno jo od nekje dobiti. Dobro, jaz sem si malo pomagala s šejki, pa s Formulo 4, ampak zdaj poglejte, če boste vi jedli špinačo, ampak to ne pomeni, da greste v trgovino pa kupite špinačo, pa jo date v solato. Špinača mora biti kuhana. In stari ljudje so tako vedeli, da špinača mora biti kuhana skupaj z mlečnimi beljakovinami. Recimo, vse veste, da se pripravlja špinača na ta način, da jo skuhate v mleku in potem dodate majčken masla. Na ta način pride do vezave. Če vi date špinačo na vrh solate, dejansko povzročate kontraefekt. Tako da ja. Glejte, recimo, kdor ima pomanjkanje tele aminokisline, glutaminske aminokisline, ima depresijo, kronično utrujenost, ima povečane vnetja v telesu, ima oslabljen imunski sistem in se mu poveča želja po alkoholu. Na nek način ima potrebo potem, da se dobesedno ubije. No in ta glutaminska aminokislina, kar tvori glutation, to je pa snov, ki veže nase vse težke kovine, vse strupe na celični ravni. A ponovim, se pravi, čist preprost. Greš nabrat šparglje, ne boš so divji, ali pa kupiš šparglje, jih pripraviš skupaj z jajci in na ta način imaš odlično večerjo, ki pomaga pri razstrupljanju telesa in dobiš vse, kar potrebuje tvoje telo za izdelavo glutationa. Ali pa recimo druga zadeva, pripraviš zeljno enolončnico in daš noter kislo zelje, daš fižol, daš česen noter, v glavnem daš recimo krompir, da vse skupaj poveže. Na ta način dobiš glutaminsko aminokislino in tudi glutation. Pač tako, ja, za kompliciranje, ampak v vsakem primeru. Telo potrebuje nekaj, da spravi strupe iz telesa ven. No, v glavnem, tisti, ki ste kronično utrujeni, jaz vam povem, kako sem jaz pomagala sama sebi leta nazaj. Takle čas se spomnim, pri podjetju Neolife sem zdaj že od februarja leta 1993. Se pravi, to je že dolgo časa. In se spomnim, ta prvi mesec nisem niti preizkusila vitaminov, drugi mesec je bilo tako, utrujena sem bila, utrujena in je bila ena starejša gospa, Jožica je bilo ime, in ona reče tako, ja, ti nič ne ješ tih vitaminčkov. Sem rekla, ne, a ti to ješ, pač 93. leta, kdo je jedel vitamine? Nihče, ne? In sem takrat sprobala Formulo 4, ker je ona rekla, jaz to uporabljam in imam energijo. V glavnem, jaz sem to probala, od takrat naprej se počutim kot Formula 1. Tako da v vsakem primeru pač včasih je treba nekaj dati telesu, da si pomaga pri tem, da lažje funkcionira. Zdaj pa naslednja zadeva. Pri kronični utrujenosti in je možno, da imate v vaši prehrani preveliko količino ogljikovih hidratov. Kaj pa zdaj to pomeni? Pomeni, da imate previsok glikemični indeks obrokov, da kombinirate hrano, ki povzroči, da se izloči v vašem telesu prevelika količina inzulina. In potem nam pade sladkor v krvi in potem gremo pogledati, če je kaj čokolade in pojemo malo čokolade, pa kakšen piškotek, pa še kakšen kruh in na koncu smo tako utrujeni. Zato je pomembno, da razumemo, srednji glikemični indeks živil oziroma obroka je povezan s tem, da mi sestavljamo kombinacije. Če jeste recimo nekaj kruh, kruh ima visok glikemični indeks, če date na kruh pršut, je sigurno boljš, kot če namažete marmelado. No, o tem sem pisala v tej knjigi, ko je Minkina kuhinja, pa ko imajo hormoni žur. Ko vi razumete srednji glikemični indeks, se dejansko počutite odlično. Ena gospa Ada, jaz jo res občudujem. A veste, koliko je shujšala, ko je naštudirala glikemični indeks? Ona je shujšala 72 kilogramov samo s tem, ko je začela upoštevati nasvete iz knjige, ko imajo hormoni žur.
Pomislite, 72 kilogramov. In je začela, a veste, kje je začela? Pri ljubezni do sebe. Vsakič, ko je šla mimo ogledala, si je povedala en lep stavek. Si je rekla, Alda, rada te imam. Pa se je objela pa je rekla, ja, vredna sem ljubezni, svoje ljubezni. In je začela študirati kombinacije, kaj gre skupaj, kako kombinirati hrano, da nastane srednji glikemični indeks. In ko je ona to usvojila, se je enostavno začelo njeno telo spreminjati. Začela je jesti bolj pogosto, nehala je izpuščati obroke, ker to so ključne zadeve, zato tudi, da shujšaš. Se pravi, ješ na 2 uri pa pol. Ješ hrano, ki ima nizek glikemični indeks, oziroma se pri vsakem obroku vprašate, kje so tukaj beljakovine. In če ne veste, kje so beljakovine, popijete en jogurt. Tako preprosto. In pomembno je, da za večerjo jeste beljakovine in zelenjavo. In smo spet pri tistih šparglih, pa pri tistih jajcih zvečer. In je to. A vam nekaj povem, kaj imamo pri nas? 9 piščančkov. Pač noro. Ta zadnji so se danes zlegali, so dejansko to, kot je jajček velik. Taki. Nekaj jih je bilo prejšnji teden, v glavnem vsak dan kakšen se na nov izvali. Pač neverjeten. Sploh ne vem, kam bom šla s tolikimi kokošmi, očitno bom imela še malo, pa bo piščančja farma. Pač neverjetno. Kaj narava dela? No in sem pa danes razmišljala, pojmo na drugo temo. Se pravi, eno je utrujenost, ker ko si utrujen, a lahko karkoli narediš. Ne, ker si kot ena glista. Ne gre v življenju. Zato je treba nahraniti fizično telo, da lahko začnemo razmišljati o projektih, kaj bomo naredili, da ti lahko začnejo šibati ideje. Če nam manjka B vitamina, možganska megla plava po naših možganih, nimamo ne ideje, nimamo pospeška v možganih, nobene stvari ne spravimo v življenje. Zdaj pa poglejte. Ko mi želimo nekaj spraviti v življenje, je pomembno razumeti, da naši možgani ravno tako potrebujejo B vitamin, potrebujejo kalcij, potrebujejo bakar, potrebujejo pač C vitamin, potrebujejo kup hranilnih snovi, da pride do povezave naprej. In ko imamo te hranilne snovi, možgani začnejo delati na polno. Zdaj pa pogledajte, kaj primerjava z jajci. Kokoška sedi na svojih jajcih 21 dni, se pravi 3 tedne. 3 tedne je, kot da bi bila v nekem svojem svetu, sedi na tistih jajcih. Brez da bi vedela, kaj se bo izvalilo. Oziroma, a veste, da ima kokoš svojo zavest in ona ve, če je kakšno jajce gnilo, da se ne bo izvalil v piščanček, ga enostavno izloči. Pač tako neverjetno. Ampak pomislite, da 3 tedne sedite na neki ideji in jo grejete in razmišljate in ustvarjate. 3 tedne, samo 3 tedne, če boste konstantno delali karkoli 3 tedne, da boste začeli telovaditi 3 tedne, da boste začeli spreminjati prehrano 3 tedne, da boste začeli delati trebušnjake, da boste začeli pisati vašo novo knjigo, da boste začeli slikati. Glejte, 3 tedne česarkoli konstantnega dela, v 3 tednih boste imeli že rezultate. Ampak te 3 tedne ne razlagati ljudem okrog sebe. Ja, veš, jaz sem pa začela delati to. Ja, veš, imam idejo. Jaz se zdaj učim ena nova znanja in v teh novih znanjih sem se naučila to, da kako pomembno je prav to, da ne razlagamo ljudem naše projekte. To so znanja kabale. In v glavnem razlaga avtor o tem, da prve 3 tedne, ali pa sploh na začetku ne govori samo 3 tedne, 3 mesece, ne bi smeli razlagati nikomur. Recimo, zanosiš in so vsi srečni okrog tebe. Ampak recimo, da imaš starejšo sestro, ki ne more imeti otrok. Ona je vesela za tebe, ampak na nek podzavesten način je zavistna, je ljubosumna. Je to njena bolečina in iz svoje bolečine ona ne more vam dajati lepe energije. Zato prve
3 mesece ali pa sej prve 3 tedne bodite tiho. Ne razlagajte drugim ljudem o svojih projektih, ampak enostavno delajte. In ko bojo prvi rezultati, mogoče še takrat pametno majčkeno biti tiho in potem, ko se že začne dogajati zadaj, po 3 mesecih, a takrat pa govorite. Zdaj, če grem na piščančke. Ta prve 3 tedne kokoška sedi na teh piščančkih oziroma na jajcih. Naslednje 3 tedne ti mali piščančki postanejo že tako kar taki pošteni piščančki. Se pravi, in po 3 mesecih, 4 mesece rabijo, 5 ali pa pol leta, da začnejo nesti jajca. Pomislite. Imaš idejo, začneš razvijati to idejo, nahraniš najprej možgane, da dobro delujejo, razturbiš telo, na tehnični ravni se podpreš, potem pa začneš delovati. In 3 tedne deluješ, vsak dan nekaj narediš v tej smeri svoje ideje. Potem nekaj se bo zgodilo. Včeraj sem poslušala en krasen pogovor prav o tem, kako pomembno je, zdaj tukaj smo po 60 dneh. 60 dni konstantne ideje, konstantnega dela, kakšno spremembo narediš v svojem življenju. Pomislite, kaj je 60 dni od danes? Recimo, če gledamo, zdajle smo konec marca. April, maj. Se pravi, tam začetek junija boste imeli rezultate. Če boste konstantno delali na tem, pa ne bo to hujšanje, ne bo to zdravje, ne bo to posel, ne bo to nova služba, ne bojo to odnosi. Karkoli. Imeli boste rezultate, ampak konstantno delajte na tem. Moram povedati, to pa je stvar, ki imam že pripravljeno. Začela bom s tečajem. Tečaj, postani ljubezen, ki si jo želiš v svojem življenju. In tečaj je namenjen za vse tiste, ki si želite lep partnerski odnos. Postani ti tista ljubezen, ki si jo ti želiš v svojem življenju. In učila vas bom predvsem, kako počistimo podzavestne programe glede staršev, kako počistimo naše bolečine iz prejšnjih vez, kako oprostimo ljudem, ki jim je težko oprostiti, in kako v bistvu si skreiramo lep partnerski odnos. Tako da za vse tiste, ki želite lep partnerski odnos, dobrodošli, začnemo po veliki noči. In vem, da bo to super program, tako da bom dala spodaj povezavo. Je prav. Seveda vas povabim tudi v te ponedeljkove ženski krog osebne preobrazbe. Ful dober je. Včeraj recimo, ko smo delali naše meditacije, 2 meditaciji smo delali, je šlo eno tako dušenje stran z energijskega nivoja, bilo je pa povezano s korensko čakro. Zanimivo, ko sem začela o tem govoriti, s korensko čakro in z energijo očeta. Veste, kakšno težo lahko da oče, ki ne zmore ljubiti. Kakšno težo za celo življenje. In to je treba počistiti. Dajmo pogledati. Tukaj imam zdaj Ošutove karte, da vidim za tebe, ki gledaš tole sporočilo. Čas je za tvojo ustvarjalno energijo. Začni sedeti 3 tedne na tvoji ustvarjalni energiji. 3 tedne. Začni se izobraževati v tej smeri. Začni ne samo razmišljati, ko bom, če bom, bi bilo dobro. Mi nismo v politiki. Bi bilo potrebno. Brez veze. Začni delati vsak dan drobne korake v tej smeri. Naslednjo. Upri se tem verigam, ki te vežejo. Se pravi, očitno imaš neke programe, kam pašeš, kako mora biti, kaj se spodobi, kaj se ne spodobi, kdo bo pa to kupil, kdo pa sploh to rabi, a ti, ki nimaš izobrazbe, a zdaj pa nekaj sanjaš. Veste, toliko bedarij, ki jih imamo v svojih možganih, ne rabimo tega. 3 tedne samosti. 3 tedne kreiranja nove ideje. 3 tedne poglabljanja v sebe in biti navzoč. Zdaj pa ta navzočnost, gledajte, tukaj je sicer tako, kaj je ena gugalnica, ampak navzočnost pomeni, da vsakič, ko pride negativna misel in reče, se ti ne uspel, se brez veze, se tega že zadost, pa se tega noben ne rab,
Saj tega je itak že preveč. Da utišaš tisto misel in rečeš, tega ne rabim. Kdo govori skozi mene? Moja mama, mogoče, ki je dvomila vedno vame, moj oče, ki ni verjel vame, kdo govori skozi mene? In si rečeš, jaz zaupam vase. Jaz zaupam pomoč od zgore. Jaz verjamem, da meni pripada uspeh. No in zdaj naslednja je pa prišla stres. In potem človek ne more spati, je utrujen, ker želimo vsem okrog sebe ustrešiti, ampak ne gre. Če ne boš najprej sama sebi ustregla, nič ne pomaga. Sama sebi. Da najprej natakni masko sebi, najprej nahrani sebe, ker če ne poskrbiš za sebe, kako boš lahko poskrbela za druge. Mrtva, utrujena mama s podočnjaki, da lahko hodi po njih, ne koristi nikomur. Poskrbite, da boste imeli življenje v sebi. Če ste ta trenutek kronično utrujeni, mogoče na nekem področju morate nekomu reči dovolj. Pa ne bom idealna hčerka, ne? Pol bom pa, ne vem, kaznovana, ne? Ne vem, kaj vam gre skozi možgane. Komu moraš reči dovolj? Zdaj pa dovolj. In zaupaj, da bo zate poskrbljeno. Zaupaj, da bo zate poskrbljeno, tako kot pride vsako pomlad. Pomlad pride pomlad. Vsako pomlad pride pomlad. To je dejstvo. Vsako pomlad začnejo cveteti rože. Ni zato, ker si zaslužim, da začnejo cveteti rože. Ni zato, ker si zaslužim, začnejo peti ptice. Ampak ko je čas, pride pomlad. Ko je Gregorjevo, se začnejo ptički žent. To je dejstvo. Vsako Gregorjevo, vsako pomlad. Vedno se tako začne. Spuste, vse bo v redu. Zato, ker tvoja zavest se dviga. Glejte, ta slikca, Buda. Tvoja zavest je tako mogočna, tako velika. In imaš talente. In imaš te talente, da lahko začni deliti to, kar imaš v sebi. Ledena osama in uspeh. Se pravi, pejt za 3 tedne v neko ledeno osamo. Pejt stran od vsega vrveža. Tukaj ne govorim, da pustiš službo, pustiš otroke, greš v eno votlino meditirati. Ne. Ampak gre se za to, da kakšno bedarijo spustiš. Da kakšno pasjo procesijo spustiš. Da vsako veliko noč se spodobi, da se dobi družina pri nas in potem se skregamo. Mogoče pa čas za to veliko noč, da nahraniš sebe. Ne vem. In to, kar boš naredila za sebe, bo prineslo uspeh v tvoje življenje. Pa če sem res prepričana v to, da stvarstvo nam lahko natoči samo toliko, kolikor imamo veliko to posodo, kamor sprejemamo. In če imamo celo posodo naluknjeno, ali pa če življenje zajemamo z eno drobno žličko, kako nam bo življenje dalo več. Življenje nam želi dati več, ampak je treba narediti prostor. Ja. Zdaj se bo začelo kmetovanje, mnogi že kmetujete, ne, posadiš, potem zalivaš, ampak zdaj najprej treba pripraviti zemljo. In te 3 tedni ne bojo namenjeni temu, da pripraviš zemljo, da začneš razmišljati, da nehaš energijo polagati in špricati na vse konce, ampak jo začneš vlagati v sebe. Kdo v tvojem življenju drži nadzor? Kaj te nadzoruje? Beseda gre mamin program. Nisem dovolj pridna. Se ti mogoče kdaj dogajalo, da si slišala kot majhna punčka: mami je razočarana nad tabo, mami te nima rada.
Ste kdaj to slišali? In če ste kdaj to slišali, mami te nima rada, to pomeni, da je izsiljevala. In če je vaša mami izsiljevala skozi ljubezen, pomeni, da ste si naložili program. Če bom dovolj dobra, pridna, popolna, izobražena in ne vem, kaj še, si bom zaslužila ljubezen. Ne. Te pripada ljubezen, to je tvoja rojstna pravica. Ti si ljubljeni otrok stvarstva in ne rabiš si zaslužiti ljubezen, zato ker si pač že samo to, da si tukaj na zemlji, je zadost, stvarnik te ljubi. Ne rabiš si se truditi za to, da si lahko zaslužiš ljubezen. Dajmo pogledati naprej, upočasnitev tempa, daj v prvo predstavo in začni se zavedati, da tvoja duša je veliko več, kot misliš, da je. Da ti si veliko več, kot ti misliš, da si. Tako. Zdaj, ko razmišljam, kaj je res pomembno, kaj bi jaz naredila v tem primeru, če se počutiš utrujeno, brez energije, sesuto. Pač jaz bi si mogoče majčkeno pomagala s prehranskimi dopolnili. Dobro, ti uporabljaj, kar želiš, ampak jaz bi vzela Pro-Vitality Plus ali pa Formula 4. Poskrbela bi, da bi vsako noč zadosti dolgo spala, da bi šla dovolj zgodaj spat, da se naspim. Naslednjo stvar bi pa začela negovati svoje ideje oziroma bi pogledala, kje so moji talenti in bi vsak dan naredila nekaj v tej smeri, da moji talenti v 3 tednih scvetijo. To bi jaz naredila. In zdaj čutim, ko to govorim, je šlo ena energija skozi. Zanimivo, kaj je tvoj talent? Začni delati skozi talent, zato ker ga imamo vsi. Prišli smo na ta svet opremljeni s svojimi talenti in ko boš ti začela negovati, zalivati to, kar je tvoj talent, ti bo življenje odprlo vrata, poti tam, kjer ta trenutek misliš, da je samo stena. Tako preprost. Kaj so tvoji talenti? Zato se umir, da boš lahko v stiku sama s sabo in zvezda Severnica je tvoja strast. Tam, kjer imaš strast, temu sledi. Boš videla, kako v tvojem življenju se bo naenkrat vse spremenilo. Tako da, ja. Uživaj, vse dobro, bom dala kakšno povezavo od spodaj. V vsakem primeru smo pa na liniji, v kratkem postavim nov video.